Dober večer. V večerovem šotoru je nocoj z nami kot prvi gost Izidor Leitlinger. Zdravo. Sicer glasbenik, tudi dirigent Folklor orkestra, nocoj pa bo za Terra Folkom čez približno dobro uro nastopil na Glavnem morju. Res je. V pogovoru za večer ste lani, mislim, da dejali, ne moreš priti v Pariz in reči, da igraš trobento, na tak način boš težko plačal najemnino, v umetnosti nikoli ne smeš imeti občutka, da že nekaj znaš ali kogarkoli predstavljaš. Ampak glede na vaše dosedanje uspehe z najemnino najbrž nimate težav. Zaenkrat še nisem, kako bi rekel, na cesti, ampak je pa res, da včasih se sprašujem, zdaj, ko je to v enih potovanj in tega, zakaj plačujem najemnino. Bi bilo mogoče dobiti eno mini sobo nekje, pa mogoče tako nekako preživeti, ampak ne, malo šale. Dobro se je vrniti nazaj, dobro se je vrniti v Pariz po vseh projektih in tudi v Parizu se dosti stvari dogajajo in še vedno zanimivo, še vedno vztrajam. Kot rečeno, nastopili boste s simboličnim orkestrom ob Terra Folk. Zakaj ime simbolični orkester? Ste se v Parizu navzeli simbolistov kot sta Baudelaire in Verlaine? Ne, v bistvu to nima ene take veze s tem. Mislim, da je to bila ideja Bojana Cvetrežnika pri 2 letoma in pol, ko je Terra Folk prvič delal projekt in sem jaz bil povabljen k sodelovanju kot dirigent. In mislim, da se je Bojano zdelo to simbolični orkester malo kot manjša zasedba. Malo pa je bilo heca tudi na to, da za večji orkester je pa včasih težko dobiti finance skupaj. Malo je heca. Dediščina slovenske folklorne glasbe vse bolj pronica v mainstream, kar se je pokazalo tudi na letošnji proslavi ob dnevu državnosti. Kakšne so sodobne izrazne možnosti folk glasbe? Ja, mislim, to je, kaj pa vem, mogoče malo zapozneli val to pri nas v Sloveniji. World music je prisoten v jazzu in v klasični glasbi povsod. Slovenska tradicionalna glasba oziroma ljudsko izročilo se mogoče v zadnjih letih malo bolj pojavlja z različnimi zasedbami, kot so, ne bom po vrsti zdaj mogoče, da ne bom dobro zamera, recimo Katalena, Brina in pa Jara Raja. V tem primeru, se pravim, slovensko ljudsko izročilo je zelo bogato in se mogoče šele v zadnjih letih začelo uporabljati v te namene, da se mogoče malo preoblači, da gre malo bolj za ene take groove zadeve, se malo mogoče zbesedili poigramo in tak naprej. S tem, da zdi se mi pa, da kar se tiče projekta Terra Folk je v svojih prijemih zelo širok, od Klecmer, Balkan, Irska, vse, tudi slovenske. In, ne vem, mogoče gre tudi za to, da to so ene taki prijemi, ki se mi zdi, ki na publiko dobro vplivajo, da v bistvu daš en citat, skor bi rekel, in publika na to reagira, ker pozna, ker je to nekako zakoreninjeno na nek način. Seveda je pač paziti treba pri vseh teh zadevah, da se to ne zlorablja. Kaj pa mora biti nevarnost, da folklorna glasba se morda preveč komercializira? Obstaja ta nevarnost? Ravno to pravim. Zdaj ne vem, pol poslušaš zadeve, pa Ministrstvo za kulturo, pa medkulturni dialogi, pa to vse skupne, to pol malo se forsira. Okus glasbenika ali pa kakršnikoli drugi umetnik mora imeti dober okus za to, na kak način uporablja ljudsko izročilo, ali svoje države, svojega naroda, ali pa katerega drugega, da ne pride ravno kot ste rekli, do zlorabe in pa do nekih poceni variant. Ampak jaz mislim, da v Sloveniji te bojazni zaenkrat ni, bojazni so kje drugje. In mislim, da je to dobra popestritev v zadnjih letih za sceno slovensko. Terra Folk je po poročanju nekaterih tednikov sedaj se soočil z nekaterimi težavami. Kako pa vi vidite, sami ste veliko v tujini, kako vi vidite, kako Dolina Šentflorjanska obravnava glasbenike v tujini, vam zelo stoji ob strani ali morda premalo, predvsem finančno? Jaz lahko rečem, da sem bil v popolnoma isti situaciji kot Terra Folk s svojim projektom The Folklor Orchestra, s katerim smo pripravljali zanimivo turnejo po Franciji in bi rekel popolnoma enako kot Terra Folk naleteli na gluha ušesa in komaj da smo potem nekako rešili neke koncerte oziroma neka povabila, ki smo bili povabljeni na njih. Med njimi je bila tudi povabilo na podelitev največje knjižne evropske nagrade, Prix Even v Alesu. In zaenkrat moram reči, da se v bistvu počutim, da se pač do nekaterih izvajalcev, zdaj ne vem, gre to
po naključju ali kakorkoli, da se kulturni lobi državni zelo mačehovsko obnašajo. In ne vem po kakšnih kriterijih, ker kot ste omenili, ne, Terafolk je prejemnik neštetih mednarodnih nagrad in prestižnih nagrad in ne vem, če je to dobro za slovensko kulturo, umetnost, da se tako obnaša do pač nekih ambasadorjev. Jaz pač verjamem, da so umetniki najboljši ambasadorji ene države in ne bi bilo slabo, da bi se tega mogoče še kdo drug malo bolj zavedal. V sporočilu simboličnega orkestra ste napisali cel kup dotipov, zabavnih in bolj zabavnih. Kako je potem, ko dirigirate takšnem orkestru, nastane fuzija ali konfuzija? Jaz moram reči, da mi je izredno veselje dirigirati simbolični orkester. To je orkester, ki pač funkcionira okoli Terafolka in gre za mlade izvrstne glasbenike, ki imajo tisti ta pravi žar, da potem ta glasba zveni tako kot more zveneti. Ne. In ravno prejšnji teden smo imeli možnost biti z Terafolki tudi v Franciji z simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in tudi tam se je zgodila dobra fuzija. Ne. Zdaj ne vem, kaj je temu rezultat, ne vem, mogoče kombinacija Terafolk, jaz in pa mlada ekipa tudi v simfoničnem orkestru RTV Slovenija in dobri koncerti niso izostali. Od domačih radelj preko tudi Maribora pa vse do velikih evropskih prestolnic je bila torej glasba oziroma inštrumenti nadomestila potni list. Ja, v bistvu ne vem, v zadnje čase se malo sprašujem, mogoče ko sem bil mlad, sem se prevečkrat zaželel, da bi potoval. Ne. Zdaj po letošnji sezoni sem prav vesel, da bom lahko se malo ustavil pa preživel kak mesec v Sloveniji. Je pa res, da sem pristaš tega, da se potuje z namenom, ne, da imaš tako delo za upraviti in zelo fajn je, če te ljudje povabijo, da lahko svoje razmišljanje in svoje delo predstavljaš v tujih državah. V prvem orkestru v Radljah ste se, to ste tudi dejali v intervjuju, naučili poslušati v Radljah, naučili poslušati inštrumente, šteti pauze in konec koncev spiti tudi prvi špricer. Je torej entuziazem tisti, ki rešuje tudi neinstitucionalizirane orkestre? Pa jaz mislim, da je to resnično to, kar drži skup take zadeve tu v Sloveniji. Marsikdaj so izredno dobri projekti, ne? Nima veze, ali profesionalni, ali amaterski, pač obsojeni na to, da preživijo na nek način ravno s tem svojim entuzijazmom zaradi druženja, zaradi tega, ker je ekipa dobra, ne? Ker se ljudje med sabo poznajo, ker ljudje med sabo, bi rekel, delijo eno zgodbo in neko sporočilo in jaz mislim, da to pri Big Bandu Radlje, recimo kasneje, jaz sem začel godba Radlje, potem nekje pred 15 leti smo pa začeli z Big Bandom Radlje in jaz vem, mi smo vadili vsak vikend, soboto in nedeljo, brez nekih dnevnic, brez potnih stroškov. Ne. Važno je, da smo bili skupaj in vsak napredek se nam je zdel, ne vem, enormno pomemben in izredno veliko vreden. In Big Band Radlje obstaja še danes, iz Big Banda Radlje se je zdaj pred parimi leti vzniknil še Brass Band, ki je včeraj, smo tudi naredili en dober koncert v Vuzenici z No Water Please iz Pariza, ki bo tudi na Lentu čez 2 dni. In ne vem, gre za tak entuzijazem, res. Vse včasih mogoče se z Bojanom hecamo, mogoče celo bož, da te država ne podpira, ne, ker pol se boriš skozi, ne, in imaš skozi tisti žar in entuzijazem. Glasba kot element revolucije. Absolutno. Kaj pa še to, kot dirigent veljate za diktatorskega, strogega, netolerantnega ali za zelo popustljivega? Jaz mislim, da veljam za dirigenta, ki ve, kaj želi. Ne. Zdaj, mogoče si kdo to razlaga kot diktatorstvo, ampak do zdaj še nisem imel teh izkušenj. Zelo dobro je, ko dobim nazaj pač feedback od glasbenikov, da se dobro počutijo, da se počutijo varne na odru, da se počutijo, da je pred njimi nekdo, ki ve, kaj želi in da to zna tudi na primeren, prijazen način podajati. Ne. Seveda, kot dirigent pred orkestrom nosiš odgovornost na koncu, ne, kak je koncert uspel, da doben ne bo šel potem tam enemu govoriti na 4. pultu, na drugi violini, ja, kak ste pa to zrihtali. Ne. Dirigent je tisti, ne, ki se mora pač izpostaviti. Ne. Se v osnovi si se že odločil za to in prevzel to odgovornost. In dejansko mislim, ko se vadi, ko se dela, je treba biti sila resni, treba je biti profesionalen, drugače pa, kar se pa tiče po koncertu ali pa po vajah, smo pa odprti za razne dejavnosti. Še to je dirigentstvo morda prevelik davek za igranje inštrumenta?
Ne vem, v bistvu svojo sezono si moraš pač nekako razporediti. Ne? Seveda, ko dirigiraš večje projekte, mogoče nimaš časa, da bi se posvečal svojemu instrumentu. Ne? Zato pač nekako pazim, da so obdobja, kjer je več dirigiranja ali pa komponiranja, so pa obdobja, ko si potem mogoče malo vzamem več časa za instrument, za trobento, da se pač lahko tudi tiste stvari, ki jih pač še vedno počnem, lahko pač spravim skozi. Najlepša hvala, da ste prišli v naš šotor. Hvala za povabilo. In veliko veselja na večernem koncertu. Absolutno.